dragi udeleženci. Pozdravljeni na prvem spletnem seminarju z področja poslovne analitike. Seminarje z področja poslovne analitike bomo izvajali vsak petek v maju, da bomo v okviru foruma poslovne analitike, ki smo ga zaradi razmer prestavili iz marca na september. Z nami je danes Marko Zadravec iz podjetja Result. Izvedel bo predavanje z optimizacijo planiranja do povečanja kapacitet proizvodnje. Marko je matematik, ki verjame, da lahko s tehnologijo izboljšujemo poslovanje. Ukvarja se z umetno inteligenco, podatki in optimizacijo v proizvodnih procesih. Predstavil nam bo predavanje, spletni seminar z optimizacijo planiranja do povečanja kapacitet proizvodnje. Marko, predajam ti besedo. Hvala lepa za tale uvod. Samo sekundo, da se tudi jaz zdaj povežem takole, da boste vsi še videli moje zapiske oziroma mojo prezentacijo. Torej, Peter, čeprav razumem se, moja prezentacija zdaj vidi, ne? Super, ja, odlično. Tako. V redu, dragi gostje, najlepša hvala za vašo pozornost in en lep pozdrav še z moje strani. Torej, današnja tema je optimizacija planiranja in preko tega tudi optimizacija proizvodnje. Ampak tako, da mogoče najprej prebijemo led, da mogoče mičkeno dobim občutek, koga sploh imam na drugi strani, namreč tokrat smo pred zasloni, tokrat smo doma v domačih hotelih, nažalost vas ne vidim, tako da upam, da bo naslednjič to boljše. Bi vam postavljeno vprašanje, torej, kdo od vas pravzaprav misli, da je planiranje proizvodnje ena ključnih stvari v proizvodnji? Bomo počakali par minut, da odgovorite. Rezultati so izjemni. Lahko vidim, da vas pravzaprav 95% vseh verjame v to, da je planiranje ena ključnih zadev v proizvodnji in samo eden dejansko ni iz proizvodnje. Super, no, to me veseli. Tako da na to temo vas ne bom potreboval, bom rekel, dodatno prepričevati v to, ampak vas bom lahko samo pokazal pravzaprav poti in pasti planiranja oziroma na katere stvari bo pravzaprav planiranje v prihodnje moralo biti pozorno. Ampak preden zares začnemo, na kratko mogoče še eno besedo o meni in o tem, od prihajam. Torej, tako kot ste že slišali, sem Marko Zadravec, sem vodja programa Production Intelligence v podjetju Result. Po duši goreč matematik in večni optimist. Podjetje Result pa z vrhunsko ekipo že 30 let rastočim podjetjem v res preko 100 državah sveta pospešuje poslovanje. Ok, proizvodnja 2020. Danes je v proizvodnji precej drugače, kot je bilo nekoč. Ena izmed stvari, zaradi katere je to tako, je, ker prihaja na tržišče nov kupec. Če je še včasih veljalo za kupce, da je sosedov avto najboljši, da, bom rekel, po domače rečeno, je sosedova trava najbolj zelena, da smo hrepeneli po tem, kar drugi imajo, je danes temu ni več tako. Torej, želimo si povsem drugačne stvari, kot jih imajo drugi. Želimo si izstopati. Dejansko ne samo, da tega ne želimo, ampak nočemo imeti istih stvari, kot jih imajo drugi. Tudi če si že želimo, bom rekel, neko stvar, si jo želimo customizirano, si želimo v malo drugačni barvi, malo drugačni izvedbi. Torej, dejansko nov kupec bo zahteval drugačnost, bo zahteval personalizacijo, kar pa dejansko pomeni za proizvodnjo, da bo morala ponuditi več opcij.
in to dejansko pomeni, da bodo morali imeti več različic istih produktov. Druga lastnost tega kupca je, da je zrastel z internetom, da smo dejansko družba interneta in da vse hočemo takoj. Zelo smo navajeni kupovati preko velikih spletnih trgovcev in bom rekel, trend glede na razmere, pa tudi brez takih razmer se samo povečuje. Torej, navajeni smo, da gremo na Amazon, da gremo na eBay, da gremo na, ne vem, Slovenci na Mimovrste ali kakšno tako podobno zadevo in tam s parimi kliki takoj pridemo do željenega izdelka, ki ga želimo, samo kliknemo in nam ga dostavijo na dom. Zopet, za proizvodnjo to pomeni dodatno zadevo. Namreč, ti spletni trgovci igrajo po svojih pravilih. Ne naročajo velikih količin v zalogo in potem jih prodajajo kupcem, tako kot klasične trgovine, ampak dejansko naročajo samo toliko, kot kupci naročajo. Kar pa privede do tega, da naročajo z manjše količine, torej velikokrat naročajo po manjše količine. Torej, za proizvodnjo to pomeni, da se bodo serije izdelkov morale znižati. Jasno, rezultat tega obojega je, da če bo šla raznolikost gor in če bo šle količine serij dol in velikost serij dol, to dejansko pomeni, da se bo eksponentno povečala kompleksnost proizvodnje. Ok, še ena značilnost tega našega novega kupca. In to je, da se bolj kot kadarkoli do zdaj obrača na mnenje drugih preko interneta. Do drugih, ki jih nikoli v življenju pravzaprav ni srečal, ni videl, preko raznih forumov, preko raznih zvezdic oziroma ocen izdelkov. In pravzaprav to bolj kroji njegovo odločitev o nakupu. Kaj to za proizvodnjo pomeni? Za proizvodnjo to pomeni, da dejansko sam slab review lahko prinese več škode, kot pa zamenjava nekega kosa, pokvarjenega kosa pri stranki, kot je bilo to včasih. Torej, včasih, če je bila kvaliteta slaba, oziroma če kupec ni bil zadovoljen, smo mu pač zamenjali, vrnili denar. Danes je nevarnost bistveno večja, kajti ta kupec lahko gre na internet, slabo oceni naš izdelek in to privede do tega, da pravzaprav ogromno ljudi ne bo kupilo tega izdelka prav zaradi tega. Torej, proizvodnja bo dejansko morala odreagirati na tega novega kupca. Torej, dejansko bo morala povečati raznolikost in bo morala zmanjšati serije, kajti če ne bo zadovoljila kupca, ne bo izgubila samo tistih kupcev, ki bi si želeli drugačnost, oziroma tistih, ki s tem ne bodo zadovoljni, ampak tudi vseh tistih, kateri bojo prebrali revije teh ljudi. Ok, posledice. Kaj pravzaprav ta povečanje kompleksnosti prinese proizvodnji? Jasno je, da če kompleksnost narašča, bo učinkovitost padla. Namreč, kot smo že povedali, proizvodnja bo morala narediti več različic, torej bo morala ponuditi več produktov. In ukvarjati se bomo z veliko več manjšimi naročili, kar pa pomeni, logično za sabo prinese veliko več menjav na strojih. Prinese veliko več različnih polizdelkov, ki jih je prvič treba narediti, jih je ravno tako treba splanirati in nabaviti material za njih, kar pomeni tudi več različnih materialov, za katere moramo paziti, da prvič so na zalogi, da nam jih ne zmanjka, da imamo prave dobavitelje in tako naprej. Skrajšali se bojo roki dobav. Namreč, kot sem že omenil, če pogledamo te nove trgovce, ki izdajajo, bom rekel, ta nujna naročila, te hitra naročila kupcev, in po drugi strani kupec, ki pričakuje, da bo dobil to relativno hitro, pomeni, da se bojo roki dobav zmanjšali.
Ta nujna naročila, ki pestijo pravzaprav skoraj vsako proizvodnjo, ki so zelo problematične za vsako proizvodnjo, bojo se povečala. Torej, prav ta nujna naročila se znajo bistveno povečati. Vse to skupaj pa dejansko vodi v možnost vseh vedno večjih zastojev. Po eni strani zaradi menjav, torej sama menjava je tudi neke vrste zastoj, in pa zaradi replaniranja, zaradi spreminjanja, zaradi prilagajanja je možnost teh ozkih grl, nekih drugih problemov, ki nastanejo, toliko večja, da je možnost zastojev toliko večja. Ok, torej kompleksnost, torej smo videli, dejansko znižuje učinkovitost. In če nismo učinkoviti, enostavno ne moramo biti konkurenčni. In če dolgo časa nismo konkurenčni, dejansko nas lahko konkurenca enostavno povozi in nas ni več. Preden nadaljujemo, samo toliko, da mogoče malo razbijemo tale pogovor, če so se vmes slučajno še pojavila kakšna vprašanja, Peter, drugače pa nadaljujemo. Slišimo? Ja, zdaj se slišimo. Ja. Se pravi, vprašanje imamo glede novega kupca. Kaj pa, če naša proizvodnja ne izdeluje izdelkov za končnega kupca? Ja, zelo dobro vprašanje. Ja, kaj če naša proizvodnja ne dela za končnega kupca? In jaz mislim, da pravzaprav se to vprašanje lahko poraja marsikomu v audienci, zaradi tega, ker pravzaprav slovenskih podjetij dela ali za avtomobilsko industrijo ali za katero drugo industrijo in nima neposrednega stika s tem novim kupcem. In je nevarnost mišljenja, da to njih ne zadeva. Torej, če pa mi prodajemo izdelke nekončnemu kupcu, potem pa to v bistvu z nami nima nobene veze. Ampak ni tako. Torej, če sledimo liniji, torej za kogarkoli pravzaprav že delate, torej ali za avtomotiv industrijo ali za kateregakoli drugega, če sledite liniji do konca, vedno pridete do nekoga, ki pa dela za končnega kupca. In ta bo imel točno te probleme, o katerih govorim danes. In ta bo na to dobavljal surovine oziroma polizdelke tistih, ki mu ne bojo še dodatno povečevali kompleksnosti. Torej tisti, ki bodo dejansko znali odgovoriti na vse te izzive, ki jih njegova kompleksnost prinaša. Kar pomeni, da če mi ne bomo pripravljeni na te novosti, potem nas dejansko dobavitelj ne bo več izbral. In nas bo zamenjal z nekom, ki bo znal odgovoriti na to. Hvala. Ja. Še eno vprašanje smo dobili. In sicer, je nov kupec edini vir zvišanja kompleksnosti? Ne. Sigurno ne. Torej, kompleksnost v sami proizvodnji, torej, nov kupec je samo en izmed primerov, en izmed konceptov, zakaj jaz osebno mislim, da se bo univerzalno za vsa proizvodna podjetja pravzaprav dvignila kompleksnost in s tem znižala učinkovitost. Jasno, kupec ni edina zadeva. Ostale zadeve, ki so pa mogoče malo bolj vezane specifično na samo proizvodno podjetje. Recimo, rast nekega proizvodnega podjetja je definitivno dvig kompleksnosti. Širjenje tudi, ne. Potem, če se karkoli drastičnega zgodi v tisti branži, torej recimo konkreten primer v avtomobilski industriji, je, ko se zdaj dogaja, bom rekel, prehod iz dizelskih motorjev na električni pogon. In se bodo morale pravzaprav proizvodnje temu
prilagoditi, bom rekel, na začetku suportirati v poje, potem se pa dejansko odločiti, v katero smer se bodo usmerile, in tudi to zvečuje kompleksnost same proizvode in tako naprej in tako naprej. Torej, kompleksnost narašča ne samo z novim kupcem, ampak dejansko z veliko. Ok, hvala. In mi je všeč, da ste omenili prav v bistvu zdaj avtomobilsko proizvodnjo tudi. Eno od želja tudi udeležencev je bila, da so nas pohvalili, da odličen začetek, da pa se zelo veselijo B2B tudi primerov in konkretnih primerov iz proizvodnje zdaj v nadaljevanju. Tako da, Marko, hvala. Ok. Ja, v redu, se bom potrudil čim bolj dajati še kakšne primere in upam, da je bil to prvi izmed takih, no, da se mogoče malo bolj najdete notri. Ok, torej, če ni drugih vprašanj, Peter? Ja. Ok, torej, v redu, torej, zdaj smo videli en tip sprememb, ki prihajajo, ne, ampak poleg teh sprememb, trenutno opisanih sprememb, prihaja še druge spremembe, ki smo jim lahko dejansko priča zadnjim časom in ne samo, da smo jih priča, dejansko je razlog, zakaj smo pravzaprav danes tudi pred ekrani, in ekstremne okoliščine bodo zahtevale ekstremne prilagoditve. Če je včasih še veljalo, da lahko shajamo z neko, bom rekel, nižjo konkurenčnostjo, pač smo si rekli, v redu, imamo pač malo manjši dobiček, so what. In roko na srce, dejansko sem bil v proizvodnih podjetjih, ki so mi točno to rekli, tudi v avtomobilski industriji. Je v času krize, v času, ko bomo imeli zmanjšana naročila, v času, ko bo znižani dohodki, ko bomo imeli večje izpade, je pravzaprav ta konkurenčnost lahko tista, ki dela razliko med tem, da smo ali nismo več. Tako da vse te spremembe dejansko prinašajo to, da bomo dejansko morali biti vedno bolj konkurenčni, vedno bolj paziti na to, da smo konkurenčni. Konkreten primer, recimo v tej korona krizi so trgovine. Torej, lahko vidimo, katere trgovine so se uspele prilagoditi tej novi realnosti in omogočiti neko spletni nakup, neko spletno dostavo, in katere ne. Poleg tega bi opozoril še to, da so razlike tako majhne. Torej, ni dovolj, da samo ponudimo, recimo v tem konkretnem primeru, spletno naročanje, ampak če kupec v danem trenutku, ko si želi priti do nekih izdelkov, tega ne more zaradi kakršnihkoli ovir, se bo dejansko obrnil v konkurenci in šel drugam. Kar pomeni, da lahko vidimo, da kljub temu, da so, bom rekel, tako kupci čakali pred digitalnimi vrati trgovin, so dejansko marsikatere trgovine beležile hude izpade, kljub temu, da v bistvu so kupci bili. Torej res, vsak dan šteje in kdor se ne bo prilagodil, enostavno ne bo mogel biti konkurenčen. Torej res, edini način, da obstanemo, je, da se nenehno in sproti prilagajamo razmeram. Torej konkurenčni se bo dejansko tisti, ki se bo uspel prilagajati hitreje. Ok, odgovor na to kompleksnost, o kateri smo prej, jaz mislim, da kar dobro opisali, in znižanje učinkovitosti, je v dobrem planu dela. Torej, da se mi dobro organiziramo. In hvala Bogu, glede na začetno anketo, se jaz verjamem, po anketi 95% ljudi strinja z mano. Že Abraham Lincoln je dejal, da daj mi 6 ur, da posekam drevo, in jaz jih bom porabil 4, da nabrusim sekiro. Torej vidimo, da pravzaprav vsi dobri mislici, vsi verjamejo v to, da predpriprava, torej, da se dobro organiziramo, je ključ do našega uspeha. In zakaj je temu še toliko bolj tako? Ker plan proizvodnje oziroma
plan proizvodnje vpliva na zelo veliko stvari v proizvodnji. Kot prvo, na samo hitrost proizvodnje. Torej, dejansko preko razporejanja delovnih nalogov oziroma nalog in preko s tem urejamo število menjav, kakšne menjave so na strojih. Vplivamo v bistvu na to, ali čakamo na polizdelke, ali smo si ustvarili, temu rečemo, ozko grlo, bottleneck v proizvodnji. Torej, na tak način dejansko vplivamo na hitrost proizvodnje. Kot drugo, vplivamo na količine zalog. Če namreč imamo zelo dober plan, točno vemo, kdaj bomo kaj delali, kdaj bomo kakšen material porabili, potem dejansko ne potrebujemo tako velikih zalog, oziroma temu buffer materijala. To sigurno poznate, ko se načrtuje, dejansko se naredi malo več zalog materijala, kot ga dejansko potrebujemo, just in case, če se slučajno karkoli zgodi. In hkrati ti zelo dober plan pove, kdaj konkretno in koliko materijala boš potreboval. Preko vsega tega dejansko vpliva na ceno izdelka, torej na lastno ceno izdelka, torej preko hitrosti in preko količin zalog. Vpliva na zastoje, ne? Torej, če imamo zelo dober plan, ki zelo dobro deluje, vsi vejo, kaj morajo delati, in imamo, bom rekel, manjše menjave, bolj optimalne menjave in nimamo, bom rekel, ozkih grl, dejansko ne prihaja toliko do zastoja. Vpliva tudi na zamudo naročil, torej, če je plan zares dober, pomeni, da upošteva tudi to, da bomo pravočasno vse naredili, ne bomo imeli zamud. In posledično iz vsega tega plan dejansko vpliva na to, na zadovoljstvo strank in na to, ali bomo potencialno stranko izgubili ali ne. Torej, tako kot ste že rekli, da tudi vi verjamete, tudi mi močno verjamemo, da prav vsako odlično organizirana proizvodnja temelji na svojem odličnem planu proizvodnje. In zato je pravzaprav plan bistveno vpliva na konkurenčnost podjetja. Ok, mogoče na tej točki še kakšno vprašanje, Peter? Da preverim sekundo. Vprašanje je v bistvu negotovosti. Kaj pa, če naša proizvodnja, če ima preveč nepredvidenih dogodkov in se ne da planirati? Okay. Ja, to je pravzaprav dobro vprašanje. Je pa res, da tako, glede na tisto začetno anketo, si malo mislim, da verjetno ne velja glih za večino od vas, glede na to, da ste vsi, bom rekel, zelo veliki verniki v dober plan proizvodnje. Dejansko ja, ko hodim po podjetjih, ko se z njimi pogovarjam, ko z njimi debatiram pravzaprav o planiranju, kako, bom rekel, optimizirati proizvodnje, mi dostikrat pravzaprav rečejo, ja, sej, mislim, to bi bilo super, to čisto verjamem, to je super zadeva, ampak glej, naša proizvodnja je preveč kaotična, preveč stvari se dogaja naključno, imamo predolge čase, preveč nekih nepredvidenih situacij, zelo težko določimo, koliko časa bo nek cikel trajal. In zato je planiranje pravzaprav nemogoče. Jaz vedno v takej situaciji vprašam, kaj pa naredite? Ne? Namreč nobena proizvodnja v resnici, tehnično gledano, ne dela brez plana, tudi če se tega ne zavedajo. Torej, vedno je neko navodilo, najprej naredi to, potem naredi to, tudi če se pač delovodja oziroma delavec sam odloči, kaj bo zdaj najprej naredi. Tudi to je plan proizvodnje. In v tem primeru jaz vedno pravim, toliko bolj potrjuje to, kar bomo dejansko govorili tudi v nadaljevanju, da je vaš plan proizvodnje zelo kompleksen. Torej, vi trenutno ne morete planirati, ne zaradi tega, ker plan ni možen, ampak samo zaradi tega, ker je vaša proizvodnja toliko kompleksnejša od ostalih, da tega plana na roke ne znate narediti.
In edina odgovor je, poglejte, potrebovali boste zelo dobro, zelo profesionalno orodje, s katerim pa ga boste lahko naredili. In boste vse te težave, ki jih zdaj čutite, da nimate plana, s tem bile odpravljene. Hvala. Še eno vprašanje imamo, Marko. Ravnokar. In sicer, kaj bi pa glede just in time upravljanja zalog, zmanjševanja medfaznih zalog z uporabo tehnike optimalnega planiranja, kaj bi na to temo lahko dodali? Ja, seveda. Torej, ta just in time se ponavadi veže prav na denarni tok. In je mišljeno v smislu, da skrajšamo čas od nabave surovine do izdelanega izdelka in potem bom rekel, da gre ta izdelek ven do kupca, ne, oziroma do naročnika. In ja, poglejte, če hočemo imeti čim boljši just in time zadevo, ne, in hkrati upoštevati vse spremenljivke naše proizvodne, zopet, potrebovali bomo zelo dobro orodje oziroma zelo dober način planiranja, da pravilno razporedimo zadeve, tako, da se bo to dalo narediti. Namreč, taka, bom rekel, nevarnost, ki se lahko zgodi, je, da začnemo ubirati, bom rekel, neke bližnjice, ne, pri planiranju. O tem bomo govorili tudi malo kasneje, če bilo vprašanje, da samo na hitro omenim. Torej, začnemo ubirati bližnjice pri planiranju. Zakaj? Samo zaradi tega, da dejansko uspemo shendlati to kompleksnost, ki jo plan proizvodnje prinese. In te bližnjice so, ne vem, recimo razne kot first in first out. V smislu, ko dobimo naročilo, najprej tega naredimo, potem naslednjega. Jasno je, da so potem menjave na strojih povsem neoptimalne, ne? Zato, ker mi lahko dejansko dobimo najprej zelo karikiram in zelo poenostavljam, ampak torej dobimo najprej izdelek A, potem dobimo za narediti izdelek B in potem spet izdelek A. Torej, en način je torej to first in first out, ne? Ampak jasno, menjave bojo neoptimalne. Tudi material lahko uporabljen neoptimalno. Torej, druga zadeva je, če imamo podfaze, se lahko takti zaradi takega neoptimalnega pride do ozkega grla in čakamo. Torej, naša učinkovitost lahko drastično pade zaradi take bližnjice. Druga bližnjica, ko je pa, bom rekel, na drugo stran dostikrat ubere, je pa to združevanje skupaj, v smislu ta zelo mass production. Najprej naredimo vse A, potem naredimo vse B, ne? Jasno, in potem tukaj pa trpi točno ta denarni tok oziroma ta just in time delivery, ne? Dejansko predolgo čakamo potem na tisti B, ker moramo najprej podelati vse A-je. Kaj je ta pravi odgovor je, da naredimo neko mešanico, da naredimo nek hibrid in da dejansko, bom rekel, pregledamo čisto vse možne kombinacije, ki jih imamo, pogledamo naše želje na drugi strani, kaj si želimo, in potem najdemo tako kombinacijo, ki bo po eni strani za nas zadovoljiva, v smislu, ok, pravočasno dobim, torej ta just in time je zagotovljen, ampak po drugi strani pa, da še vseeno optimiziram našo učinkovitost in ne prepustim učinkovitosti nekim bližnjicam. Hvala. Jaz upam, da sem odgovoril. Mogoče samo medklic, da verjetno bo tudi zdaj v nadaljevanju, ko bo orodje predstavljeno, rekel poudarek tudi na teh parametrih, ki jih optimiramo, med njimi namreč so omenjene tudi vprašanje medfaznih zalog, ne, se pravi... Ok, ja, do tam še pridemo, pa mogoče raši tam to vprašanje prevzel, če slučajno spustim, me Peter, lepo prosim spomnite takrat. No. To vprašanje. Hvala, Marko. Ja. Ok. Ok. Torej, do sedaj smo uspeli pokazati to, kako bo, da kompleksnost bo narasla. To upam, da smo uspeli pokazati. In kako bo ta kompleksnost dejansko vplivala na učinkovitost vseh proizvodnji.
Upam, da smo uspeli pokazati, kako pomemben je plan proizvodnje, oziroma to se pravzaprav potem, ki ti že sami zavedate. Ampak zdaj bi pa rad naredil to direktno povezavo, torej to direktno povezavo med kompleksnostjo, naraščanjem kompleksnosti in pa planom proizvodnje. Oziroma, če malo parafraziram, kaj se bo dogajalo, oziroma kaj se dogaja, ko je planiranje na robu zmogljivosti, kompleksnost pa še kar raste. Torej, prva zadeva, ki se moramo zavedati, je, da zaradi povečanja različic in zaradi povečanja števila majhnih naročil bo dejansko planiranje trajalo predolgo, oziroma trajalo dolgo. In rešitev, na žalost, ni vedno več planerjev. Namreč več planerjev pomeni več usklajevanja, pomeni drobljenje dela, pomeni tudi separacijsko planiranje, kar je že samo po sebi manj optimalno, in to pravzaprav na koncu bistveno ne skrajšuje tega postopka. Potem vsaka nepredvidena situacija, pa naj bo to nujno naročilo, ker smo pokazali, da s kompleksnostjo narašča, nek zastoj, ki s kompleksnostjo lahko prihaja, še povečuje, oziroma je potrebno replanirati in potem še povečuje obseg dela planerja. To pa dejansko privede do tega, da je možnost napak pri planu vedno večja. In napake v planu dejansko povzročijo še več zastojev in tako naprej. Torej ta snežna kepa, ki potem, bom rekel, se nadaljuje. In kot ena stvar, ki smo mogoče že rahlo omenili, je to, da na žalost kot odgovor na te nepredvidene situacije planerji dostikrat oziroma podjetja dostikrat naroča večjo količino zalog, torej ta just in case zaloge, ki v bistvu so samo zato, da pokrijejo vse te nepredvidene situacije. Ok, torej to so bile težave, ki jih vidi planer. Ampak kako pa na te iste težave gleda direktor oziroma CEO nekega podjetja? Torej, zaradi zastojev in zaradi napak v planu dejansko proizvodna cena raste. In proizvedemo dejansko manj, kot bi lahko proizvedli. Zapravljamo denar s prevelikimi zalogami in dejansko zamujamo z naročili do naših strank. To pa dejansko pomeni, da lahko dejansko izgubimo to stranko oziroma vsaj izgubimo dobro ime podjetja. In tudi denarni tok je dejansko nezadosten. To je tudi to zadnje vprašanje, o katerem sem tudi govoril. Torej, če imamo prevelike zaloge, če imamo preveč kot replanirane, če dejansko nimamo najbolj optimalnega plana, tudi ta denarni tok potem na koncu ni zadosten. Torej, videli smo lahko, da je planiranje hrbtenica proizvodnje in da je odgovornost, ki jo nosi planer, kot smo lahko videli z vsem tem, kako, bom rekel, tudi direktor gleda na to, torej odgovornost je res gigantska. Zahtevnost njegovega dela se bo dejansko povečala zaradi naraščanja kompleksnosti, po drugi strani zaradi teh nujnih naročil se bo čas, v katerem mora proizvesti plan, dejansko zmanjšal. Kar pa dejansko povečuje možnost napak in učinkovitost bo s tem samo padla. In res moram poudariti tukaj, da ta planer je ponavadi res ena taka ključna oseba v proizvodnji. In mogoče to, bom rekel, lahko tema tudi za en drug webinar ali pa mogoče za kakšno vprašanje ali pa za debato po webinarju. Sploh si nočem predstavljati, kaj bi se zgodilo, če tega človeka kar enkrat ne bi bilo več. Ampak kljub temu, da je ključna oseba, kljub temu, da je skoraj nepogrešljiva oseba, je planer samo človek. In človeške zmožnosti imajo, na žalost, neke meje. Če pogledamo tudi na borzah, pravzaprav danes algoritmi v milisekundah krijejo ponudbo in povpraševanje, bo dejansko tudi planiranje v proizvodnji postalo sčasoma pretežko za ljudi.
Namreč v neki malo bolj kompleksni proizvodnji, da je sestava nekega plana, se potrebuje tudi pol dneva ali več. Torej, zelo različno s temi strankami, kar sem govoril, ampak tam nekje pol dneva ali več, ja. In kadarkoli je neka nujna situacija, neka nepredvidena situacija, je treba plan prekalkulirati in se zapravi spet dodatne ure za to, da je spet plan dober. In nobena ekipa, pa naj bo še tako dobra, naj bo še tako vrhunska, naj bo še tako izkušena, dejansko ni sposobna narediti plana v pol minute. Zdaj, zakaj pa je pravzaprav potrebno, da se plan naredi v pol minute? Zdaj, pol minute je neka taka številka, lahko vzamemo karkoli. Glavno je, da je to hitro. Torej, popoln plan v pol minute, to dejansko pomeni, da lahko resnično planiramo kadarkoli. Torej, katerakoli situacija se zgodi, karkoli se pojavi, pa naj bo to zastoj, novo naročilo, zamuda pošiljke materiala, karkoli, mi dejansko lahko reagiramo in imamo nov najboljši plan in najboljšo novo pot proizvodnje, kako mora pravzaprav proizvodnja ob dani situaciji delati. Da pridem, torej to so bili zdaj, bom rekel, problemi oziroma izzivi proizvodnje, da pridem k rešitvam, torej kako si mi predstavljamo rešitev teh izzivov. Mi verjamemo, da rešitev je umetna inteligenca. In to taka umetna inteligenca, ki dejansko upošteva vse omejitve, torej naj bo to stroji, liniji, ljudje, materiali, ne vem, zaloge, naročila, orodja, ne vem, kalupi, karkoli že je specifika nekega podjetja in obenem, da upošteva tudi želje vodstva in da je resnično hitro, torej da je plan v pol minute. To pomeni, da se dejansko lahko res prilagodimo v kateremkoli trenutku, kar smo že prej povedali, ampak obenem upoštevamo vse omejitve, ki jih ima neko proizvodno podjetje. Zakaj je tako ključnega pomena, da upoštevamo vse omejitve, je to, da nas današnja rešitev, torej današnji plan oziroma rešitev današnje situacije, v kateri smo se znašli, ne povzroči več težav v prihodnosti oziroma naslednji teden, čez 2 tedna. In tukaj so res, bom rekel, kar konkretni primeri, ko pride do neke nepredvidene situacije, je potrebno zelo hitro replanirati, ko je treba se zelo hitro odzvati na novo zadevo. In ko, bom rekel, replanirajo v tej naklici oziroma pač sposobnostmi, ki jih imajo tudi, bom rekel, ljudje, povzročijo čez 2-3 tedne bistveno večje probleme. In potem, bom rekel, spet ta snežna kepa, ko rešujejo tiste probleme, dejansko povzročijo spet nove probleme. In poznam slovensko podjetje, veliko slovensko podjetje, podružnica, ena večjih proizvodnih na svetu, ki dejansko prav zaradi tega, torej zaradi te, bom rekel, snežne kepe, so začeli delati tako, da ko pride neka taka nepredvidena situacija, dejansko ugasijo stroje in potem, bom rekel, sledijo planu naprej. Samo zato, ker so se naučili, da čim to popravijo, si dejansko povzročijo več problemov kasneje, kar pa seveda ni niti slučajno optimalno. Torej, uvedba nekega takega avtomatskega planiranja v uspešnem slovenskem podjetju Filc tudi kaže, da so algoritmi resnično sposobni planirati 300-krat hitreje kot človek. Povedano je, da planerji dejansko dobijo rezultat oziroma plan v nekaj sekundah in ne v nekaj urah. Kar pa dejansko omogoča tudi malo manj izkušenim planerjem, da še vedno sestavljajo popoln plan proizvoda. Zdaj, ta rešitev konkretna pri njih je naša rešitev Plansver. Zelo na kratko izgleda tako, ampak danes ne bi šel v tehnične detalje, danes ne bi šel v tem, kako Plansver izgleda, ampak samo kaj neko tako orodje, naj bo Plansver ali kjer drugo, pravzaprav bi moralo upoštevati oziroma kaj tako orodje pravzaprav prinaša.
tule potem, ne še tu, ampak naslednjo pa potem proba odgovoriti na tisto dodatna vprašanja, ki so se pojavila. Torej, kot prvo, to, kar smo nekako že omenili, je to, da dejansko mora upoštevati ne samo trenutne omejitve v dani proizvodnji, ampak tudi vse bodoče omejitve. Kaj to pomeni? Torej, da za vsako omejitev, pa naj bo to material, linija, orodje, predpriprave, kalupi, ljudje, da ni, pač spet specifika same proizvodnje, da zna narediti časovnico omejitev in glede na trenutni plan, trenutno zastavljen plan, izračunati v vsakem trenutku, kakšen nam bo stanje teh omejitev. In seveda to upoštevati pri planiranju, kar pomeni, da sam plan dejansko upošteva vse omejitve, ki bojo vnaprej. To pa pomeni, da nas današnja optimizacija, današnje replaniranje dejansko ne bo povzročilo problemov kasneje. Torej, to je točno ta odgovor na tisti problem, o katerem smo govorili prej. Kot drugo, in to mislim, da je bilo tudi prej postavljeno vprašanje, da dejansko najboljši plan dejansko lahko dobimo samo, če preverimo vse možne kombinacije. Kar je za človeka seveda nemogoče, ampak algoritmi, umetna inteligenca, z algoritmi to naredi. To nam dejansko omogoča potem tisto konkurenčno prednostjo pred tekmeci, ki planirajo po tistih ustaljenih primerih, ustaljenih pravilih, kot smo že prej govorili, ta first in first out, klasičen mass production in tako naprej. Torej, če imamo mi orodje, ki dejansko v danih omejitvah, ki jih imamo, torej ena izmed omejitev je tudi lahko naša želja, potem, da imamo on-time delivery, pregleda vse možnosti v teh danih omejitvah in dejansko izbere najboljšo. S tem dejansko zagotovimo, da je dejansko plan res najbolj optimalen, s najmanj zastoji in z najmanjšimi zalogami. Zdaj, večfazna proizvodnja pa je sama po sebi velik izziv pri planiranju. In jaz mislim, da prav na tale slajd se nanaša tisto prejšnjo vprašanje. Če se pravilno spominjam, Peter. Tako je, tako. Se pravi, med fazne zaloge in pa optimizacija njihova, ne? Tako, ja. Tako, super. Torej, treba se je zavedati, da pri večfazni proizvodnji, je za vsako fazo potrebno dejansko upoštevati omejitev oziroma potrebno upoštevati predhodno fazo kot svojo omejitev, kar še dejansko povečuje kompleksnost proizvodnje. In plan se dejansko omogoča to, da ne planiramo več zaporedno. Kaj s tem mišljeno? Torej, da ne splaniramo prve faze in potem rezultat te faze upoštevamo pri planiranju druge faze in potem ta rezultat upoštevamo pri planiranju tretje faze. Ampak dejansko nam omogoča, da vse faze planiramo istočasno. Kaj to pomeni? Torej, ko se izdeluje ta najboljši plan, torej dejansko, ko se pregleda vse možne opcije, pregleda tudi vse možne kombinacije vseh možnih faz. To pa dejansko pomeni, da bojo polizdelki narejeni najbolj možno optimalno. S tem zagotovimo, da nikoli ne čakamo na polizdelke, izognemo se ozkim grlom in dejansko prerazporedimo izdelavo teh polizdelkov tako, da so narejeni, pa bom rekel temu, najbolj optimalni čas, torej ravno pravi čas, da potem lahko izdelamo izdelek naprej. S tem dejansko skrajšamo proizvodnjo in predvsem odpravimo ogromno stresa, ki ga ta večfazna proizvodnja prinese. Zdaj, neke klasične napake v planu, kot so recimo, da smo porabili preveč materiala, da smo spregledali nek rok, da smo porabili preveč orodij, da smo porabili preveč ljudi, da mogoče nimamo polizdelka,
torej da recimo prejšnja faza še ni bila končana. Vse to dejansko prinaša kaos, kot prvo res kaos v proizvodnji, ogromno stresa, zamude zaradi čakanja med temi fazami, čakanja materiala, replaniranje, zastoje in predvsem pa znižuje produktivnost proizvodnje. In seveda v primeru, da zamudimo rok, dejansko nezadovoljstvo stranke oziroma izguba stranke. Zdaj, z nekim takim avtomatskim orodjem se vam to dejansko ne more zgoditi, ker dobro orodje ima vgrajeno funkcijo, ki avtomatično preverja plan in vas dejansko pravočasno opozarja na vse take možne skrite napake v planu. Prava revolucija v Plansferju je pa dejansko, bom rekel, zaenkrat nismo še zasledili nikjer drugje, pa je, da dejansko KPI vodstva ključno lahko vplivajo na planiranje proizvodnje. Zdaj, jaz tako, bom rekel, ko se pogovarjam ali z direktorji ali z planerji, tako dostikrat v šali vprašam, kaj bi se zgodilo, če bi vam direktor prišel danes in rekel, da mu naredite najboljši možni plan, da bo denarni tok čim večji. In kaj bi se zgodilo, če bi čez en teden prišel in rekel, ok, zdaj pa replaniraj tako, da bo čim večja marža. Zdaj, lahko tudi v Q&A napišete vaše izkušnje oziroma vaše mnenje, ampak največkrat dejansko povzroči, bom rekel, to en tak rahlo muzanje ali pa vsaj smeh obeh strani. Ampak šalo na stran, dejansko s Plansferjem je to mogoče. Torej, pri optimizaciji dejansko upošteva KPI vodstva, ki pa se dejansko lahko spreminjajo kadarkoli. Povedano drugače, torej sam plan proizvodnje je, bom rekel, globalni minimum v nekem vektorskem prostoru, ki ga definirajo želje vodstva, kar nam dejansko zagotavlja, da pravzaprav je plan prilagojen željam vodstva. Tako dejansko lahko vodstvo prevzame kontrolo in se dejansko lahko spreminja strategijo proizvodnje glede na spremembe na trgu. In mogoče, če se še navežem nazaj na tisto vprašanje prej z tistimi fazami oziroma z zmanjševanjem zalog med fazami, torej dejansko, če se mi postavimo en izmed KPI-jev, torej tudi na sliki lahko vidite, da je teh KPI-jev lahko več in jih razvrstimo tudi po neki pomembnosti, je lahko eden izmed KPI-jev prav, koliko imamo zalog med samimi fazami. In dejansko potem algoritem zračuna najboljši možni plan tako, da bo, bom rekel, te zaloge čim manjše. Tako da, mogoče, če je še kakšno vprašanje na tej točki, zdaj mičkeno smo že dolgi, ampak vseeno. Ja, Marko, par vprašanj je kar konkretnih z vidika zmožnosti tega orodja, in sicer, če je možno planirati, v bistvu optimirati več primarnih virov, se pravi stroje plus, ne vem, drug resurs ljudi, a ne po delovnih mestih, optimalno, da je optimalna zasedenost. To je eno podvprašanje, drugo podvprašanje pa čisto razumevanje, kako se KPI v tej optimizaciji upoštevajo kot uteži pri planiranju ali na kakšen drug način. Ok. Ja, bom kar konkretno odgovoril na obe vprašanji. Torej, če ponovim prvo vprašanje, je bilo konkretno, če lahko več virov, ne? Torej, če lahko planiramo na več, torej in na stroj in na ljudi, ne? Zdaj, seveda, odgovor je ja. Je pa res, da ponavadi, ko se pogovarjam s temi, in ko je ena taka želja, torej to ni novost, ta želja pač se dostikrat izrazi, se ugotovi, da pravzaprav v resnici planiramo vedno na delovno enoto, torej naj bo to stroj, naj bo to linija, naj bo to delovna postaja, neka fizična lokacija v proizvodnji, kjer se bo to delo opravilo. Vse ostale stvari se pa vzame kot omejitev. Torej, mi dejansko lahko planiramo tudi po ljudeh, ampak to vzamemo kot neko omejitev. Zdaj, ta omejitev lahko zelo specifična v smislu,
na tem delovnem stroju ne samo, da hoče imeti 2 človeka, ampak hoče imeti Janeza in Mitko, torej zelo specifična omejitev, ali je manj specifična v smislu, rabim imeti 2 človeka. Ali je nek hibrid v smislu, rabim sicer 2 človeka, ampak z temi in temi specifikacijami oziroma z temi in temi znanji. Kar pomeni, da potem algoritem sam v teh kombinacijah poišče, bom rekel, 2 ustrezna človeka, ki imata znanje, ki imata mogoče lahko tudi druge omejitve, v smislu, da ne delata več kot 3 dni zapored na enem stroju, kakorkoli že. Torej, ključna zadeva je to, da prav te omejitve, o katerih mislim, da sem kar parkrat govoril, so zelo, pri večini orodij so zelo splošne, v smislu naklikam neke predefinirane omejitve, ki mi jih program omogoča. Zdaj, pri samem Plansferju pa dejansko tako, da omejitve dejansko mi postavimo glede na proizvodnjo. Torej, zelo, zelo telirano na samo proizvodnjo in vključimo pravzaprav čisto vse omejitve, ki jih neka proizvodnja ima. Pa naj bojo to, bom rekel, trde omejitve, tako imenovane trde omejitve, v smislu nekaj, kar fizično ni mogoče izvesti, v smislu, tole orodje fizično ne gre na ta stroj. Ali pa ta izdelek se fizično ne more izdelati na drugih strojih, kot samo na temu. Ali pa recimo druge, ki so pa mehke omejitve, v smislu, to sicer ni dobro, to sicer ne želimo, torej to je proti pravilom, ampak fizično to gre. V smislu, dam primer, prekoračitev roka. Torej, mi fizično lahko prekoračimo rok dobave, pa si tega ne želimo. Pa dejansko popišemo oba tipa omejitev. Zakaj? Zaradi tega, da dejansko potem, ko algoritem išče neko rešitev, dejansko seveda najprej upošteva trde omejitve in na to upošteva vse mehke omejitve. In ta drugo vprašanje, da ne bomo predolgi, ta drugo vprašanje pa je bilo, kako konkretno KPI vodstva vplivajo na plan, če se prav spomnim? Ja, kako KPI je noter dajati pri planiranju? A so to uteži ali ne? Se pravi, tle imamo napisane cash flow margin, ali to so uteži ali kaj je to? Ja, zdaj niso uteži v tem klasičnem smislu, kot jih mogoče neka druga orodja imajo. Dejansko gre tukaj res za, bom rekel, nek vektor pomembnosti, v smislu dejansko mi določimo kot uteži. Torej, bom rekel, za samega uporabnika lahko izgleda kot uteži. V smislu, meni je cash flow pomemben 80%, meni je margin pomemben 60%. Stok mi je sicer pomemben, ampak malo manj, recimo 10%, ampak vseeno hočem imeti pa naj bo 40%. Torej, v tem smislu so kot neke vrste uteži. Ampak kako se pa potem to prevede v sam plan, pa to niso več uteži, ampak dejansko resnično, dejansko definirajo, bom rekel, ta vektorski prostor, to vektorsko ravnino vseh možnih rešitev. In potem, ko enkrat imamo mi ta vektorski prostor, ko enkrat imamo to ravnino, potem pa čisto, bom rekel, iz neke srednješolske matematike lahko vemo, da če najdemo globalni minimum, bomo vedeli, da dejansko imamo najbolj optimalni plan, glede na želje, ki smo jih podali. Super. Marko, hvala. Počasi se bližamo koncu. Tako. Mislim, da imam samo še par slajdov, tako da res na hitro končam. Torej, dejansko to, da ni mogoče, to, da smo mi prekompleksni, to, da nas to ne mogoče narediti, da imamo preveč teh faz in tako naprej. To smo dejansko slišali praktično pri vseh. Tudi pri tistih, ki smo jim na koncu, bom rekel, rešili te zadeve. In zato vas, bom rekel, tako povabim oziroma naprošam, da naj to ne bojo neke ovire, da naj to ne bo izgovor za to, da ne naredite koraka naprej v vaši proizvodnji. Torej, če čisto za konec še dodam, da pač kdorkoli bo želel ostati konkurenčen, bo moral planirati hitreje kot planira njegov tekmec. In da izbira pravzaprav na koncu niti ne bo. Namreč
še enkrat poudarjam, tako kot na borzah uporabljajo umetno inteligenco, če hočejo ostati konkurenčne, pravzaprav vsaka borza dejansko deluje s pomočjo umetne inteligence, bo sčasoma tudi vsak proizvodni plan deloval na tem istem principu. Te vprašanje se poraja samo, kdo bo prvi skočil na ta vlak in izkoristil to prednost. Torej, res samo še za konec, prihodnost je že tu, prihodnost je že sedanjost. In res najlepša hvala za vašo pozornost, za vaš posluh in za super vprašanja, ki so se porajala vmes. Hvala lepa, Marko. Vaš kontakt je tudi naveden zdaj na zadnjem zaključku. Tako. In me seveda lahko kontaktirate za dodatna debato, za dodatna vprašanja, za dodatne komentarje. Zelo konkretnih, tako da jaz predlagam, da potem tudi se to direktno ta debata nadaljuje preko drugih kanalov. Tako da z naše strani zaključujemo. Za zaključek bi se res zahvalil Marku za prvi seminar z področja poslovne analitike, ki jih bomo organizirali zdaj vsak petek v maju. Naslednjič bo že 15. maja ob 11. Govorili bomo o korakih vzpostavitve sodobne analitike. Vsi, ki ste danes z nami, ste vabljeni, da se nam pridružite tudi naslednji petek. Povezava je navedena. Vse pa delamo tudi zato, da lažje prebrodimo ta čas korone in prisilnega omejevanja druženja zaradi našega skupnega zdravja in zdravja cele družbe in da potrpimo do foruma poslovne analitike, ki bo 22. septembra v Ljubljani. Upajmo, da v čim večjem številu tudi v živo. Spremljate nas tudi na Facebook in pa LinkedIn straneh, kjer objavljamo tudi kupico spletnih dogodkov, ki so večinoma brezplačni v tem času, zato da lahko tudi v tem času se izobražujemo, ne glede na omejitve, ki so pred nami. Hvala vam, želim vam lep konec tedna, lep vikend in se vidimo naslednji petek. Lep pozdrav!